ostrostrelstvu gre dejansko za profil osebe, gre za visoko izurjenega pripadnika pehote, gre za osebo, katero mi preko bedovnega usposabljanja moramo postaviti na nivo, ki lahko bo deloval samostojno v enotah kot ostrostrelec. Pomeni primarno naloga definitivno njegova je uničevanje ciljev na daljših razdaljah in pa sekundarna naloga je njegova sposobnost poročanja, opazovanja bojišča in potem suportiranje vsega tega nadrejenega za poročili in pa za obrazci. Ključne zadeve pa so v tem 10-tedenskem usposabljanju predvsem streljanje kot ena izmed pomembnejših dejavnosti. Pomeni, imamo sklop streljanja na znane razdalje in pa neznane razdalje. Znane razdalje smo v tej fazi že zaključili, pomeni, da so kandidati uspešno premagali standarde preko kvalifikacij, da so si uspešno pravili kvalifikacije. Z današnjim dnem pa dejansko nadaljujemo z streljanjem na neznane razdalje, kar po praksi pomeni, da tarče so na strelišču postavljene od začetne linije pa nekje do 1000 plus metrov. Kandidati sami morajo oceniti s pomočjo optike, katero uporabljajo, morajo oceniti razdaljo do teh ciljev in potem po teh ciljih tudi samostojno delovati. Res za še en sklop, ki je ocenjevan in imamo v sami fazi neznanih razdalj oziroma streljanja na neznane razdalje 10 različnih streljanj. Potem en naslednji sklop streljanja so tu streljanja z uporabo alternativnih položajev. To nas čaka še v prihodnosti, ker enostavno ležeči položaj je najbolj optimalen za delovanje ostrostrelca, je pa izjemno težko dosegljiv nekje v realnosti, nekje na bojišču. Tako da ostrostrelci morajo biti izurjeni tudi na področju uporabe različnih alternativnih položajev, ali je to streljanje z uporabo tronožcev, nahrbtnikov in različnih priročnih sredstev. Potem pa naslednji sklop, ki je še izjemno pomemben, je pa sama ostrostrelska taktika. Pomeni tako imenovano zalezovanje oziroma stalking, kjer pa kandidati dejansko morajo biti sposobni priti v območje delovanja prikrito z uporabo premikanja za ostrostrelsko tehniko, posedati končno ognjeni položaj in delovati po cilju, s tem, da so konstantno pod opazovanjem. Pomeni, na drugi strani so opazovalci, ki jih opazujejo in probajo locirati tega ostrostrelca. Tisti ostrostrelec, ki dejansko doseže vse pogoje, da uspešno opravi zalezovanje, pomeni, da lahko se premakne do svojega položaja, deluje po tarči in se tudi uspešno izmakne, dejansko doseže potem najvišji nivo, se pravi ocene, to je pa 100%. Pomeni, da grejo skozi spet sklop tudi zalezovanja in morajo prav 10 različnih zalezovanj, če hoče uspešno potem zaključiti to usposabljanje, ta del usposabljanja in potem pristopa do same zaključne vaje, ki je pa v bistvu vrhunec celotnega bedovnega usposabljanja za ostrostrelca.